Haleluja, dobrodošli v torku. In danes je dan, ki ga je Bog ustvaril. V 2. Korinčanom 5:17 piše, kdor je v Kristusu, je nova stvaritev, staro je minilo. To pomeni, da nimaš omejitve. Zakaj? Ker staro je minilo. Karkoli si bil prej, karkoli te je motil prej, si v Kristusu postal nova stvaritev. V tebi je zdaj Sveti Duh. Jezus je rekel, jaz in Oče bova prišla v vas. Torej po Svetem Duhu je Bog prišel živeti v tebe. Zdaj se lahko z njim pogovarjaš, družiš. On je tebe naredil za novo stvaritev. In potem naprej, v 2. Korinčanom 5:17 naprej se nadaljuje, staro je minilo in vse to zdaj, kar je nastalo, je pa nastalo od Boga. Se pravi, v tvojem duhu je nekaj, kar je nastalo od Boga. Človek, ki ni na novo rojen, ki ni sprejel Jezusa, nikoli nima Boga v sebi. On je človek, ki propada, vsak dan bolj gnije in vsak dan je bolj prazen in na koncu odpade nekam v večnost brez Boga. Ne tako z nami, ki si sprejel Jezusa, si postal nova stvaritev. In kaj se ti zdaj dogaja? Rasteš z njim vsak dan v to, v kar te je on ustvaril. In celo večnost se boš razvil. Zato Sveto pismo pravi, zdaj smo Božji otroci, zdaj smo Božji sinovi. Ne ve se pa še, kaj vse bomo postali. Se pravi, to je samo začetek. Zdaj na zemlji uživi danes, haleluja. Uživi v tem, da si nova stvar v Kristusu. Če ti gre vse narobe, če ti nič ne uspeva, česar ko si se lotil, če imaš ful enih skrbi in problemov, moraš vedeti, da imaš večno življenje. Haleluja. Da si že samo to, da si odrešen, si lahko vesel, da skačeš do stropa. Tako da začni skakati do stropa, zato ker poznaš Jezusa. Čau.